Lepo pozdravljeni, hvala najprej za to povabilo in tudi za prilagoditve v urniku. Moram reči, da je posebna čast kot nekdanji finančni minister govoriti stranki, ki se še vedno s spoštovanjem spominja svojega predsednika, ki je bil tudi finančni minister in je to seveda še poseben izziv za nekoga, ki želi nekaj povedati. Povabljen sem bil strani stranke, da povem predvsem nekaj o tem, zakaj so v Sloveniji danes potrebne liberalne ekonomske reforme in da pač to skušam utemeljiti in da tudi povem, kaj se bo zgodilo, če tega ne naredimo. Ko sem razmišljal, kako naj vam to povem, sem opazil, da marsikdo v javnosti, predvsem v komentarjih, dvomi o tem, ali se neki stranki, ki izhaja iz krščanskih vrednot in se imenuje Krščanska demokratska stranka, pritiče na nek način, da zagovarja liberalne ekonomske reforme. Zato sem seboj prinesel eno knjigo, ne samo zato, ker je navada, da se vedno nekaj prebere, ki v slovenščini ima naslov Zagovor svobodnega trga. Njen podnaslov je zanimiv, podnaslov je Moralni razlogi, ki podpirajo svobodno ekonomijo. Knjigo je napisal en zelo zanimiv mož, ime mu je Robert Sirico. On je protestantski duhovnik v Ameriki, eden od ustanoviteljev inštituta, ki se imenuje po Lordu Actonu, in namen tega inštituta je ravno združevati liberalno ekonomijo in na nek način katoliški družbeni nauk. V tej knjigi je tudi nekaj njegove osebne zgodovine, začel je kot zelo radikalen mlad levičar, pa je imel potem srečo, da je spoznal ekonomiste, ki so mu dali za brat ne čikaške šole, ampak avstrijsko šolo, Misesa, Hayeka, Schumpetra. To so ekonomisti, ki po moji oceni tudi najbolje razumejo delovanje trga in znajo v tej razlage vključiti tudi širše družbene, družboslovne, sociološke, če hočete, tudi etične in moralne vidike. Zato je to knjiga, ki, če ste sami morda kdaj v dvomu, ali je ekonomski liberalizem združljiv z vašimi vrednostnimi izhodišči, ki jo zelo priporočam v branje. Nisem pa soizdajatelj, nisem solastnik založbe, ki to je izdala, kaj podobnega, tako da to ni propaganda, od katere bi imel kakšno korist. To moram povedati, ker časi so taki, da nikoli ne veš. Dva ali pa tri stavke. V uvodu pravi, katoliška cerkev ni učila ekonomije. Njen poudarek je na načelih, ki naj bi nam pomagala razmišljati in delovati v tem ekonomskem svetu. Toda, ko sem dolgo časa pri sebi pozabljeno katoliško vero ponovno odkril in obudil, sem našel v njej verodostojne razloge za vrednotenje mnogih konceptov, ki so jih učili in podpirali misleci svobodnega trga. Sedaj razumem, da če želimo pravičnost in usmiljenje v naši družbi, moramo zaščititi institucije svobode. Tako da to je, mimogrede, natisnjeno je tudi z zelo velikimi črkami, tako če imate kakšne kolege v Desusu, jim tudi lahko posodite. Odločil sem se, da bom govoril o treh temah, ki so verjetno v ekonomski politiki danes najaktualnejše in za vsako skušal na kratko povedati, zakaj se mi zdi potrebno, da to naredimo, s kakšnimi argumenti tudi lahko to zagovarjamo. Te tri teme so varčevanje v javnih financah, seveda privatizacija državnih podjetij in pa izboljšanje poslovnega okolja. Posebej bi rad poudaril to tretjo, ker se mi zdi, da nekako preveč izginja iz političnih agend danes, ker imamo, ali pa se nam zdi, da imamo pomembnejše stvari, kot so reševanje bank, uravnoteženje proračuna in podobno. Varčevanje, če s tem začnem, je po mojem mnenju nujen sestavni del dobrih politik. Če pogledate države, za katere danes lahko v Evropi rečemo, da so že išle iz krize ali pa da so zelo blizu tega, so to v glavnem severne evropske države in so države, ki v času krize tudi niso ustvarile tako velikih primanjkljajev in tako velikega dodatnega javnega dolga, kot recimo države na jugu Evrope, vključno Slovenijo. Se pravi, s tem ne želim reči, da proračunsko varčevanje
reši krizo, je pa nujni sestavni del nekega sklopa ustreznih ekonomskih politik. In poleg tega je v razmerah, kakršne imamo v Sloveniji, krčenje javnega sektorja, njegovih nalog, obsega njegovega poseganja v gospodarstvo, števila ljudi, ki so tam zaposleni, tudi vsebinsko utemeljeno, zaradi tega, ker obstaja veliko razlogov in dokazov, da imamo prevelik javni sektor ali pa večji, kot si ga lahko privoščimo, ali pa tudi večjega, kot bi nam koristil. Je pa seveda veliko možnosti za izboljšanje tega, kako in kje se varčuje. In morda je to ena zadeva, ki jo je potrebno v politiki večkrat povedati. Tudi mi v našem mandatu smo sicer bili v času krize edini, ki smo zmanjšali primanjkljaj, pa vendarle je šlo veliko tega na račun investicij, sploh tistih, ki niso bile evropsko sofinansirane. Naredili smo, mislim, da edini kakršnekoli posege na področju socialne politike, plač javnih uslužbencev v smislu zniževanja in podobno. Je pa ostalo veliko področij, kjer smo naredili premalo, predvsem mislim na področje javnih naročil, področja neracionalne porabe sredstev, v zdravstvenem sistemu je tega ogromno, pri velikih infrastrukturnih investicijah je tega ogromno, spomnite se samo Teša, in seveda poleg zmanjševanja javnega sektorja potrebna tudi njegova reorganizacija in večja učinkovitost. Vse to so področja, kjer če bi vlada uspela pokazati, da odločno deluje, da uspe preprečiti ali pa vsaj zmanjšati, ali pa vsaj odkrivati in kaznovati to neučinkovito porabo denarja pri recimo velikih investicijah, bi imela tudi več podpore in več legitimnosti za ukrepe na drugih področjih, ki so ravno tako nujni. Druga tema, o kateri bi nekaj rekel, je vprašanje privatizacije. Mi imamo danes prevladujoč pogled, da moramo privatizirati predvsem zaradi tega, ker smo preveč zadolženi. To po mojem mnenju ne drži ali pa ni glavni razlog. Dva druga razloga sta veliko bolj pomembna. Prvi razlog je, da zasebno upravljanje podjetij izboljša način upravljanja teh podjetij. Dokazov, zgledov, kako neracionalno je lahko upravljanje državnih podjetij, imate kolikor želite. Drugi razlog, ki je ravno tako pomemben, je pa ta, da slovensko gospodarstvo nujno potrebuje dodaten kapital. In privatizacija državnih podjetij je eden od načinov, da pač damo signal, da je ta država odprta za kapital in da bo ta kapital začel v državo prihajati. Zakaj je to tako pomembno? Zaradi tega, ker ves čas govorimo o prezadolženosti podjetij. Ampak če pogledate podatke, vidite, da slovenska podjetja, če recimo njihov skupni dolg primerjate z bruto domačim proizvodom in to s tem zmanjšanjem v času krize, niso bolj zadolžena, kot je neko povprečje v evroobmočju, imajo pa bistveno manj kapitala, lastniškega kapitala. In če pogledate, kdo so danes lastniki slovenskih podjetij, tam približno 5-krat ali 6-krat najprej srečate državo preko holdinga, srečate državo preko slabe banke, srečate državo preko KAD-a, preko modre zavarovalnice, srečate državo preko državnih bank, ki imajo v podjetjih še vedno deleže, ki so jih dobile kot zavarovanja. Če pa niso lastniki, so pa tako pomembni upniki, da brez njihovega sodelovanja ni mogoče finančno prestrukturirati podjetij, ki so zašla v krizo. In poleg tega imate potem še kupico zasebnih lastnikov in deležnikov, kakšno drugo banko še, kakšen ostank kakšnega starega holdinga in se tudi upnike, pogosto so v teh podjetjih, ki so v krizi, pomembni upniki tudi dobavitelji in se tudi njih zdaj že vključuje v razprave o tem, kaj s podjetjem narediti ali pa pripravo nekih sanacijskih načrtov. In edini način, da se to reši, da ta podjetja lahko zaživijo, je to, da dobijo nov kapital. In edini način, da ta nov kapital dobijo, je, da se ti lastniki, ki so danes tam in kapitala nimajo in ga nimajo od kje vzeti, razen od davkoplačevalcev, enostavno se lastniškost teh podjetij umaknejo in naredijo prostor tistim, ki so pripravljeni v ta podjetja prinesti svoj kapital in jih upravljati naprej, prestrukturirati in upravljati naprej. Zdaj, temu umiku
lastniški deležev podjetij napravljanju prostora za dodaten svež kapital, kot se temu reče, seveda pravimo privatizacija. To se pravi, ko govorimo o privatizaciji, ne imejmo pred očmi samo seznama 15 podjetij, pa tistih podjetij, ki so direktno na državnem holdingu, ampak tudi vsa tista, ki so tako ali drugače v lasti države posredno ali pa državnih bank, imajo neučinkovito strukturo upravljanja, lastnike, ki se ne morejo dogovoriti, kaj s temi podjetji narediti, nimajo niti lastnih sredstev, da bi jih vlagala v ta podjetja. Vse to so področja, kjer je privatizacija potrebna in potrebna je točno zato, da lahko gospodarstvo zaživi, da bo v Slovenijo in slovensko gospodarstvo lahko prišel kapital, ki bo seboj prinesel razvoj. Seveda ne bodo vsi primeri, ne bodo vse privatizacijske transakcije enako uspešne, vedno bomo imeli kakšen primer, kjer bomo lahko s prstom kazali na slabo prodajo ali pa na neučinkovito upravljanje po prodaji. Prepričan sem pa in tudi vse analize, ki jih poznam, to kažejo, da v globalu, a ne so pa zasebna podjetja bistveno bolj upravljena od državnih. Tretja tema, o kateri bi nekaj rekel, je zmanjševanje oziroma izboljševanje poslovnega okolja. To je bila včasih velika tema v Sloveniji, še vedno je zelo pomembna, se pa o njej v politiki manj govori zaradi drugih tem, ki se zdijo pomembnejše ali pa bolj nujne. Bančna kriza se je gotovo zdela bolj nujna za reševanje od teh tem. Vendar je to spet nekaj, brez česar podjetja ne bodo mogla zaživeti. Tukaj mislim, da vsi dobro veste, o čem govorim, na zelo nepredvidljivo, zelo rigidno, zelo togo, zelo počasno birokratsko odločanje na vrsto predpisov, ki jih včasih ne poznajo v celoti, niti tisti, ki bi jih morali izvajati ali pa skrbeti, da jih drugi spoštujejo. Žal tudi zadnja davčna in pokojninska reforma nista prinesli poenostavitev, ampak kvečjemu zapletanje na tem področju. Danes recimo je vedno, ko sklepate kakšno pogodbo ali pa razmišljate, se pogovarjate o kakšni zaposlitvi, vedno gre veliko časa za diskusijo z računovodjem v tistem podjetju ali pa s komerkoli o tem, kakšno obliko pogodbe skleniti in koliko prispevkov je treba v te pogodbe skleniti, plačati. Da je bila zadeva še bolj zapletena pri nekaterih oblikah teh pogodb, niti davčni urad še ne ve čisto natančno, kako je prav, nekoč bojo pa prišli pa za nazaj poračunali, tako kot se jim bo takrat zdelo, da bi moralo biti prav pred toliko in toliko časa. In da bi bila stvar še bolj zapletena, to, koliko prispevkov plačate od ene zaposlitve, odvisno od tega, kakšne so vaše druge zaposlitve. Se pravi, nekdo, ki z vami sklene recimo pogodbo za delo, vas mora vprašati, a imate še kakšno drugo pogodbo, a ste kje drugje zavarovani in tako naprej, in mora v bistvu verjeti vaši izjavi, ker pravzaprav nima niti možnosti tega nikjer preveriti. Tako da sistem je neskončno zapleten in se zapleta po moje še bolj. To je pač en primer, kar se tiče davčnega sistema, mislim, da je ključen problem obremenitve dela in mislim, da je rešitev socialno kapico tista, ki bi dejansko največ v tem trenutku lahko naredila. Zdaj, za konec še odgovor na drugo vprašanje, ki mi je bilo postavljeno, se pravi, kaj se bo pa zgodilo, če tega ne naredimo. Mislim, da se bo zgodilo to, da se bomo še vedno naprej pogrezali v neko blato nerazvoja, stagnacije, nesprememb, pa velikega nezadovoljstva s to situacijo. Namreč nobenega samoumevnega razloga ni, da bi se v Sloveniji moral zgoditi razvojni odboj. Zadnji podatki sicer kažejo neko okrevanje gospodarstva, je pa to v veliki meri posledica državnih pa občinskih investicij in posledica konjunkture v tujini. Vse te stvari, o katerih sem govoril, zrasti bančni krč oziroma kapitalski krč v podjetjih, zato ker privatizacija ne poteka, zato ker prestrukturiranje teh podjetij ne poteka in pa neprijazno poslovno okolje pomeni, da podjetje odhajajo iz Slovenije, pomeni, da mladi ljudje odhajajo iz Slovenije in da lahko to stanje traja še zelo dolgo. Če ne bomo teh stvari spremenili, bomo pač počasi drseli navzdol. Imate primere držav, ki so 20-30 let vztrajale v zelo nerazvojnem stanju. Se pravi, nobenega avtomatizma ni, da bi lahko pričakovali, da če bo šlo drugim bolje, bo šlo tudi nam in enkrat se bo kriza že končala.
Eden od razlogov, da se te spremembe ne zgodijo, je po mojem mnenju ta, da se premalo zavedamo, v kako slabi situaciji smo, in zaradi tega ljudje prepogosto zamahnejo z roko in rečejo, sej ni treba narediti vsega tega, o čemer govorimo, ker je pač kar velik del teh stvari, o katerih sem govoril, pač neprijetnih, tako za politiko, da jih izvede, kot seveda za ljudi, da jih sprejmejo. Vendar, zato je treba večkrat poudariti to, kam smo padli. Slovenija je izgubila ogromno razvojne prednosti pred drugimi državami, ki so recimo z nami vstopili v Evropsko unijo. Do krize smo zmanjševali razvojno razliko za povprečjem Evropske unije. V času krize smo začeli ta razvojni zaostanek za nekim povprečjem Evropske unije spet povečevati. In ga povečujemo iz leta v leto, zato ker enostavno se ne razvijamo dovolj hitro oziroma se sploh ne razvijamo do letos, v bistvu nismo imeli omembe vredne gospodarske rasti. In ne misliti, da je tako v vseh drugih državah. Države kot Poljska, Slovaška, baltske države, baltiške države, v katerih se včasih Sloveniji ni smelo govoriti, ker so veljale za tako neoliberalne in tako slab zgled, dohitevajo, zmanjšujejo razvojni zaostanek za Evropo in za Slovenijo. Če bo šlo po teh trendih, ki so v zadnjih recimo 10 letih, bojo baltiške države lahko že čez 5 let razvitejše od Slovenije, mi bomo pa takrat imeli 5. novo vlado. In bomo tukaj, kjer smo, če se stvari ne bodo spremenile. In skratka, te zadeve, ki sem jih omenil pravzaprav že, so tiste, ki nas vlečejo navzdol, za katerih lahko govorimo, da se pogrezamo v neko blato nerazvoja in ki jih moramo spremeniti, če želimo iz tega priti ven. Definitivno je ena stvar, ki poglablja krizo in deluje tako, da so stvari pravzaprav vedno slabše, to izseljevanje podjetij in ljudi, zlasti mladih ljudi, ni pa to vzrok, to je posledica stvari, o katerih sem prej govoril, zlasti poslovnega okolja. To, da se ne rešuje problem pomanjkanja kapitala v podjetjih, da se ne privatizira, da se ne odpira gospodarstvo dovolj za vlaganje kapitala, da prevladuje, kamorkoli v javnosti pogledate, vedno prevladajo nasprotniki reform, vedno prevlada neko sanjarjenje o pravičnejši družbi, o tem, da se da probleme reševati na lahek način. In seveda zaradi tega so tudi vse reforme, ki pa so izvedene, ali pa vsi koraki, ki so izvedeni, zelo kratkoročni, niso izvedeni tako, da bi na dolgi rok držali. Tudi recimo zadnja pokojninska reforma je odložila problem morda za desetletje, ne pa za več. Ampak to zaradi tega, ker enostavno ni mogoče sprejemati v takšnem okolju, takšnem političnem javnem okolju ukrepov, ki bi delovali na daljši rok. Javni diskurs, tam, kjer bi lahko iskali podporo za razumevanje, zato ker je potrebno narediti, je vedno bolj histeričen, kaže se s prstom na ljudi, se jih obtožuje, ljudje, vsakdo, ki se zdi, da je nekaj zaslužil, je takoj pod vprašanjem, kako je do tega prišel, se pravi, želi se kaznovanje ljudi, išče se krivce, se pa ne pogovarja o pravih razvojnih dilemah in o tem, koga pa podpreti in komu dati ugled za to, da bo pač predvsem gospodarski razvoj šel naprej. In posledica vsega tega je seveda tudi to, da imamo zelo kratkotrajno in zelo nestabilno politiko in mislim, da se počasi bo javno mnenje začelo tudi obračati k tistim, ki imajo v politiki več izkušenj in niso tja prišli včeraj, pa naslednji dan odšli. In s tem krajšim avtobiografskim stavkom bi se vam zahvalil za pozornost in vam zaželel prijeten dan še naprej. Hvala.